imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha s vami vsemi. Spoštovani gospod predsednik Borut Pahor, vsi drugi povabljeni, sobrati duhovniki, dragi brati in sestre, ob Evropskem dnevu spomina na žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov smo se zbrali k tej maši. Prišli smo z namenom, da se spomnimo tudi 50-letnice smrti monsignorja Janeza Hladnika, našega rojaka, 70-letnice povojnih pobojev in odhoda naših rojakov v begunstvo. Večina od teh je že pokojnih. Slovenska nacionalna enciklopedija iz leta 2011 je šla od 20-letnici samostojne Republike Slovenije Janeza Hladnika ne omenja. Enciklopedija Slovenije, ki pa je šla leta 1987, prav tako pri mladinski knjigi, Hladnik omenja v 4. knjigi na strani 32. Tole je zapisano. Hladnik Janez, rojen 22.12.1902 na Petkovcu, umrl v Buenos Airesu 20.6.1965, duhovnik in publicist. Leta 1927 je končal bogoslovje v Ljubljani, bil je kaplan po raznih mestih. 1936 je odšel v Argentino in tam deloval med slovenskimi izseljenci. Leta 1938 je prevzel uredništvo lista Duhovno življenje, ki ga je pred njim ustanovil Josip Kastelic. Za zgodovino izseljenstva so pomembni njegovi potopisni članki o obisku slovenskih kolonij v Argentini. Po letu 1945 je pri vladi generala Perona posredoval za priselitev slovenskih političnih beguncev v Argentino in v Lanusu ustanovil naselje Vila Eslovena. Njegovi spomini so popisani v knjigi Od Triglava do Andov, ki je izšla 1978 v Gorici. Danes na to nedeljo prisluhnimo predvsem pri tej maši Božji besedi, ki trka na naša srca. Odprimo se ji. Morda bo kdo rekel, kakor Jezusovi učenci danes v Evangeliju. Tvrda je ta beseda, kdo jo more poslušati? Mi pa se oklenimo Petrovih besed. Gospod, k komu pojdemo? Ti imaš besede večnega življenja in mi verujemo in vemo, da si ti Kristus, Božji sin. V začetku tega bogoslužja pa pred Bogom priznajmo svoje grehe, pomanjkljivosti in slabosti. Vsemogočnemu Bogu, ki Amen.
Smiri se nas v vsemogočnega